Lepo pozdravljeni in dober dan še v enem našem poletnem prispevku. Danes sem se sprehajal na Rogli in nazaj grede. So mi pripravili presenečenje in so rekli, da se ustavimo tukaj. Veste kje? V Gorski reki. A vidite? Gorska reka. 3 zvezdice. Restauracija in prenočišče. Tako da jaz predlagam, da si kar pogledamo tole prenočišče. Ne? Kar za mano, a kar za mano. Tukaj le bo prenočišče, da še vidim, če je kakšna kodika ali pa kaj takega. Kaj pa vi drugače, kaj čez poletje? Jaz odkrivam malo lepote Slovenije, ker ti Slovenija je najlepša. Mislim, pa vaučerje imamo za porabiti, ne? Vaučeri. Takole, pa pojdimo. Kje sem pa me vključil? Takole. Dobrodošli v Gorski reki. Hopala, da sem jaz narobe odklenil. Je treba še s ključkom, kukor da je kljukca, tudi ključ. Aho, kako lepo, kar naprej. Tukaj nas že pričakajo knjige in pa seveda, vrata smo zaprli. In pa seveda še razkužilo. Malo razkužimo roke. Zdaj pa naprej. Tukaj v Gorski reki imajo 6 sob, če se ne motim, vsaj 6 smo jih odkrili. Tukaj so 1, 2 in 3. Takole vidimo. Kovači v tovarni kovarnega orodja Zreče 1961. No, to je pa tudi taka lepa slika. Drugače pa jaz moram pohvaliti dekor. Meni je zelo všeč, nekako tako rustikalno, vendar vseeno okusno in moderno. Ne. Kdo si pa ne bi zjutraj nalil malo vode iz vodnjaka? Kako pa to deluje? Evo. No, ampak lahko pa tudi napumpate, če želite. To je pa zelo lepo. Tukaj le nas pričaka seveda kavica, čaj, možnosti, ne? Kaj ti? Imamo prenočitev z zajtrkom, seveda, kot se to za vaučerje spodobi. Še več knjig, en simpatični globus in pa stari radio, nad radiom pa kot obljubljeno, čaji za vas, čaji za nas. Tukaj le pa že lepa, kaj je to? Je to kavč, je to zofa? Divan se temu reče, kjer se lahko takole divno usedete in zleknete. To je pa življenje. Najprej se sprehajaš po Rogli in potem prideš v Gorsko rožo, nekaj pojest in se spočiti. Gorsko reko, pardon. Stalno mi gre Gorska roža po glavi. Ne, se veste, ta pesem od Čifrera, Gorska roža, ne. Ampak pa Gorska reka. Gorska reka čaka me, Gorska reka, da vrnem se, tu se dobro bom spočil, bom najedel in napil. Tako, in potem lahko sledimo kar po stopničkah gor, kar za mano gor po stopničkah. Takole, da si pogledamo, kako pa izgleda soba v Gorski reki. Gorska reka, kar za mano. Tukaj jaz imam ključe že pripravljene. Pa poglejmo, kako izgleda soba. Kar naprej. To je pa prav simpatično. To je pa prav luškano. Poglej, pusnam. Takole brisačike, lepa postla, tudi čvrsta postla, nekaj premore. Zelo mehak jogi. Upam, da me ne bo hrbet bolel. Jaz imam rad malo trše drugače. Jaz imam rad trde jogi. Ampak bomo videli, se bom pustil presenetiti. Lepa omara. Evo, še ključe dam ven. Takole. No, zdaj smo pa sami v sobi. Le jaz in vi. Tukaj je še ena omara, kaj noter. Kdo je dal pa že naše stvari noter? Kaj tacga. In pa seveda brez toaletnih ustanov ne gre. Ne? Mislim, da se vsi strinjamo, ne? Da toaletne ustanove so med bolj pomembnimi stvarmi, ne? Ko gremo v hotele in lokale. Ne? Lep WC marsikaj pove. Pa poglejmo, ne?
A je čisto? Čisto je. Meni se to zdi čisto. A je čisto? Čisto. Ok, lušten, tako. Malo je fancy. Malo je tako fancy. Pol gre prej in jaz to vedno vzamem. Nekaj pa imamo šampon za lase in telo in pa mleko za telo. Body lotion imamo. Poglejte, kako prekupen, lep, ne, veste, to je to moderno z rustikalnim, ne, ali kako bi rekli. A voda dela? Dela. Tako jo moram odpreti na gor. Špric, imenitno. No, in potem tukaj, jaz se sploh nisem zavedal, da sem že stal v tuš kabini. Meni je ta dekor všeč. Jaz ne vem za vas, ampak je detajl. A vidiš? A vidite? Kako je tukaj lepo. Da vidim, ne dela? Dela. Tuširal se bom pa sam, no, to brez vas, cenjena publika. Tukaj le imamo za nogice, pa da se še kaj posušimo in pa seveda fen. Vsi vemo, da Luka obožuje fen. Bom takoj preveril, če dela. Deluje! Jaz mislim, da deluje in da mi bo imenitno služil, sploh, ko si bom zjutraj umil svojo glavo. Takole, tole je fen, jaz zdaj pa nazaj na posteljo. Dajte mi prostor, da se premaknem. Tako, da vidim. Zadovoljiva višina. Ne, ni prenizko, ne, ni previsoko. Ne. Včasih se znajdemo na kakšni školjki, ki imamo noge pol že kar takole gor. To pa, če imamo pol malo krajše noge, sploh ni to luštno. Tako da je... Lepo pozdravljeni. Kako ste kaj? Kaj pa vi tukaj? Ne? Ja, kaj le, ne? Kaj pa le ljudje na stranišču. Tako da postelja, udobna. Pozdravljeni na tej mehki posteli, 2 brisači kot se šika, polštrov več kot dovolj, klima, ček, televizija, ček, imamo pa tudi okno, ne. Nažalost pa ni balkona, ne, ampak se ne moramo iti vedno balkona, je pa tukaj čudovita tudi zunanjost, ne. Kam se vidi ven? No ja, tako, v vas, na parkirišče. Razgled ni nič kaj posebnega, je pa vse ostalo mi zelo všeč, strešno okno, ki nam pomaga do svežega zraka, lahko ga še bolj odprem, lahko ga takole zaprem, ne, vse se da, če se hoče, in pa seveda tole posnami. Brez tega pa ne gre, ne. Sploh, kadar mož in žena prideta, da uživata lahko takole v restauraciji in prenočišču Gorska reka. Gorska reka čaka me, gorska reka, da naspim se, je udobno in čisto, v gorski reki ni slabo. Stuširam se in posušim si lase, potem pa gledam malo TV. Zajtrk je kar do 10, ali so rekli do 9. Do 10 je zajtrk, no, tudi ni treba prezgodaj vstajati, seveda tudi takale pisarniška mizica mala pride, kaj za pismo pisati noter, ne, prazno je vse, ličen stol, ja, meni je prav všeč, pa hladilnik, da vidimo, če je kaj noter, ok, prosim, naj bo minibar, ali pa tudi ne, ker pa vse po nepotrebnem zapravlja, ne, kaj not? Samo veliko prostora in čistoča. Ne grem noter, ker je premejhen, da bi šel noter. Tako. In pa je tukaj le kaj ne prazno. Potem imamo pa tukaj le seveda še na kratko o nas in o bližnjih zanimivostih. Kaj se pa tukaj da najti? Poglejmo. Something about us and nearby sightseeing.
Gostišče Gorska reka se nahaja tik pod okriljem Rogle in njene privlačne zimzelene idile v majhnem kraju Zreče. Ponuja luksuzne in sodobno opremljene sobe, ki vam bodo ponudile prijetno, toplo in domače bivanje v območju čudovite narave. Zraven ponudbe udobnih nastanitev, gostišče ponuja tudi odlične domače in tuje jedi. Sem slišal, da imajo hamburgerje, pa je zelo dobre. Slišal, da imajo dobre hamburgerje. V okolici lahko uživate v pohodništvu in kolesarstvu, lahko se podate na odkrivanje lokalnih znamenitosti ali pa se prepustite razvajanju v termah Zreče. No, marsikaj se da še videti, bomo še kasneje posneli, kaj se vse zunaj dogaja. No, gledaj, evo, geslo za Wi-Fi, to je tukaj. Prijava med 14. in 22. odjava od 7. in 11. Poleg do 11. spimo praktično, ne, če hočemo zajtrk preskočiti. Zajtrk od 7. do 10. policija 113, rešilec 112. Dober, da so te številke noter. To je sam dober, ker ljudje pozabljamo na to. Bankomat, najbližji bankomat se nahaja pri trgovini. Tako, trgovina je pa Tuš Market Kea. To so pa še te male priljubljene trgovinice. Kaj se pa lahko kaj počne? Rogla smučanje. Potem imamo terme Zreče, Slovenske Konjice, Žička Kartuzija, no tudi to je v bližini, Rovrenska jezera in Črno jezero. In naj povem, da sem bil na Rogli ravno na Lovrenških jezerih. A sem to prav povedal zdaj? A sem prav povedal? Lovrenška jezera, Lovrenška. Saj vsi vemo, da se včasih jezik lomama, ne? In prav prijetno je bilo, tako da svetujem obisk in potem je tukaj idealno, da se spočijete v gostišču, v restauraciji in prenočišču Gorska reka. Gorska reka čaka me, Gorska reka, da stuširam se, dobro naspijem in najem, spati v Gorski reki ni problem. No, jaz se bom zdaj zrihtal za večerjo, mi gremo na kratke oglase, po oglasih vam pa pokažem še več od gostišča Gorska reka, ampak jaz sem prav prijetno preseneten, pridite porabiti voucher. Se gledamo. Dobro jutro. Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Takole sem se prijetno zbudil v Gorski reki in kot obljubljeno je zdaj čas, da vam pokažemo, kaj vse se tukaj lahko vidi in dogaja. No, pokazali vam bomo jedilnico in pa kakšen je eksterier Gorske reke. Kar pridi ven, da še jaz zaklenem, da bomo ključe vrnili. Takole prav lepo smo se spočili. Takole zaklenili smo, ključi v žep, še nekaj vode za seboj, no pa tole od kamere lahko tudi vzamemo. Pa pojdimo. Po stopnicah dol. Mimo tukaj, kot že rečeno, prijetnega skupnega prostora. In pa ven. Tako, ker kamera izvoli. Takole, no, tukaj sem. Ja, ne pozabiti na mene. No, zdaj gremo pa še noter pogledati, kako izgleda Gorska reka od znotraj. Se jaz, če priznam, drugače sem že pozajtrkoval in bil je prav obilen zajtrk. Takole, Gorska reka, tudi notri lep interjer. Prijeten šank, tukaj pijač ne manjka. Tako, ja, seveda, samo malo. Tako, tukaj so nam že skuhali kavico, zdaj pa se še vsi skupaj premaknimo ven, kajti imajo dejansko Gorsko reko zunaj. Kar tukajle za mano, kar mene osko. Tukajle gremo čez. In pa evo, Gorska reka.
kot obljubljeno. In tukaj imajo tudi veliko postrvi. Včeraj sem za večerjo jedel postrv in bila je odlično. Pojdimo z mano si pogledati, kar tukaj glejmo vse, kar se da videti. Sladoledi. Ugibajte, kateri je moj najljubši sladoled. Moj najljubši sladoled je Snickers sladoled. Jam. Ampak si predstavljam, veliko med vami tudi uživa v Snickers sladoledu. Tako, potem nas pa tukaj le čaka res prijeten vrt, zelo prijetno gostišče. Jaz si predstavljam tudi kakšno poroko tukaj imeti ali zabavo. Imamo tele simpatične separejčke, vsak je enota zase. Pa si poglejmo, kako je poskrbljeno še za najmlajše. Tada! Tako v gorski reki se bodo lahko zabavali tudi najmlajši med vami in tisti mladi po srcu. Veliko igrišče, poskrbljeno za vas. Mogoče imajo pa včasih tudi kakšnega konjička ali ovčko za pobožati. Drugače, ja, pa kot že rečeno, tukaj je tudi dežela postrvi. Ne, si lahko pogledamo. Morda je fond malce bolj otroški, se pa lahko otroci veliko naučijo o postrvih, če vprašajo kakšnega tukaj le lokalnega gostinca. In tukaj lahko vidimo, da imajo pripravljeno tudi zajetje za postrvi, ko je sezona le za te. Se predstavlja, tule notri je lahko veliko postrvi. Veliko postrvi. Ja, res je lepo, tukaj le podroglo v Zrečah. Gorska reka. No, tamle je tudi takle majhen žar, morda pa lahko tudi sami kaj zažarite, če ste njihovi gostje. Zdaj pa pojdimo pogledati še teraso. To moram reči prav ličen vrt, morda ena miza tukaj le na sredi, se da zmeniti za kakšno romantično večerjo, kaj ne? Tole pa še en malo bolj odkrit prostor zvečer, je prav simpatično in romantično, ko se vse tele lučke prižgejo, pa moram reči, da tudi mrčesa ni bilo preveč, ne. A je bilo kaj komarjev? Ni bilo nič komarjev, ne. Nobenih komarjev ni bilo in prav prijetno in hladno. Hladno, veste, zdajle je vroče sicer zjutraj, potem se pa prav čuti hlad, ki pride dol iz Rogle, sploh proti večeru. In morda je pa ravno prav to, ta gorska reka, ki je navdušila lastnike gostinskega obrata, da so svoj gostinski obrat poimenovali Gorska reka. Ja. Gorska reka, mala simpatična rekica in pa ne tako mala simpatična gostilna. Zdaj v ponudbi je kar nekaj jedi, ponudba je široka. Moram reči, da sem včeraj zvečer jedel zelo dobro pico, ki je presenetila, pica Rogla. Na koncu je bila calzone. Drugače imajo pa, kar vam srce poželi, od zrezkov, dobra reberca, žar program in veliko izbiro hamburgerjev, kot pa že rečeno, so pa tudi strokovnjaki za postrvi. In kot se šika za vsako pravo gostilno, se tudi tukaj dobijo kalamari, pa tudi kakšna hobotnica. Slovenija je mala in zato lahko sveže sestavine hitro pridejo do vsakega gostinskega obrata. Zdaj pa morda malce tega le razgleda na planine.
Lepo, ne? A je lepo? Je lepo. Tako da vidite, kako lahko čisto slučajno se ustavimo v kakšni takile gostilni prenočišču in smo prav prijetno presenečeni. Ne? Recimo tale ogromna miza. Meni kar srce zaigra, ko vidim tako mizo, za katero lahko sedi cela družina in mnogo prijateljev. Ne? Miza, stara prijateljica, tvoje grče in brazde pišejo nešteto zgodb. Tako da ustavite se tudi vi v Gorski reki, če se boste podali na Roglo ali pa tule v Zreče, prijetno prenočišče in pa prijetno obedišče, kajti tukaj smo obedovali. In kakor jaz rečem, Gorska reka čaka me, Gorska reka, da najem se, da se dobro tu naspim, kaj popijem in se odpočijem. No ja, no, sej vem, lahko bi bilo boljš. Andrej Šifrer, ne zameri, da sem si sposodil malce tvojih ritmov, no vaših ritmov, gospod Šifrer. Tako da, kaj naj še rečem, Gorska reka vas pričakuje vse dni v tednu. To je bilo moje malo poročilo, kaj se pa dogaja tudi tukaj na štajerskem koncu Slovenije, kaj lahko obiščemo, in raziskal sem za vas Gorsko reko tule v Zrečah. Zdaj pa jaz mislim, da je najbolje, če zaključimo s takim simpatičnim kadrom, kako reka teče, da malce pomeditiramo. Pomeditirajmo skupaj. Ja, reka, kam tečeš, koliko zgodb nosiš s seboj, kje se začneš in v katerem morju se končaš. Greš do Črnega ali pa morda kar do Sredozemlja. Nikoli ne bomo izvedeli, no bomo, če ti bomo sledili, vendar si zaplavati preplitka in za kanuje preskalnata. Gorska reka, meni je tukaj všeč. Upam, da bo tudi vam, če jo obiščete. Jaz sem bil Ljuka in to je moje poročilo za Ljubljana TV, kar se tiče poletnih reportaž. Upam, da boste tudi vi uživali na dopustu in ne pozabite, vaučerje je treba porabiti do decembra, če imate še ta stare, tako da morda je pa Gorska reka res ta pravi lokal za vas. Stanite z nami in se gledamo prihodnjič. Adio.